In pa tukaj pa 2, 4, 6, 8, 9, ne? Ja, 9. Tako. V redu. Za današnjo temo, glede na to, da smo zdaj ta uvodni formalni del naredili, sem jaz naletel na en zelo zanimiv članek, ko sem ga bral, je tako, kakor bi bral trenutno situacijo, tako kot da bi trenutno situacijo v bistvu, kot da bi film gledal, ko sem bral ta članek dr. Johna G. Westa, in sicer dal je naslov tej temi Zlorabljena znanost. In to zadevo je nekako takole napisal, da povem za uvod, o čem bo beseda tekla, zdaj le nekaj minut. Najprej nekatere napovedi, za katere ne želite, da se izkažejo resnične, in sicer gre za 3 napovedi. Najprej po uvodu nevarno širjenje vladne oblasti v imenu znanosti. To so zelo težke besede. Kot drugo poglavje pa bomo predstavili dramatičen porast cenzure, ki jo občutimo tudi v društvu, zelo močno občutimo to zadevo, povsod, pa ne samo tle, ampak na vsakem koraku. In kot tretja točka, posledica vsega tega, oziroma namen vse te manipulacije, je množična dehumanizacija v imenu znanosti. Znanost kot taka ima izredno močno vlogo v tej zadevi in igra vlogo vere. Poslušaj, ne sprašuj, verjami, cepiva so varna, nobene javne debate in tako naprej. No, gremo v prosim, če lahko mikrofone na Zoomu ugasnete, bi prosil, poglejte tisti, ki imate vključen, tako da ne bo preveč moteče. Dr. John West je začel svoj zapis tako. Leta 2007 sem objavil Darwinov dan v Ameriki, kritično zgodovino socialnega darvinizma. V Združenih državah in širše raziskavo zlorabe znanosti v širši javni politiki v zadnjem stoletju in pol, ki jo je prenesel ta Darwinov dan. Leta 2015 je napisal novo poglavje za izdajo v mehki platnici in izpostavil zaskrbljujoč trend. Pravi tako: naša kultura je priča vzponu tistega, kar bi lahko imenovali totalitarna znanost. Znanost, ki je v svojem pogledu tako totalitaristična, da njeni zagovorniki zahtevajo pravico do preoblikovanja vseh sfer človeškega življenja. Od javne politike in izobraževanja do etike, morale in religije. Nekatere napovedi, po njegovem mnenju v zadnjih 2 letih, pravi, da so šli precej daleč po poti te totalitarne znanosti. In pravi, da razume, da bo nekaterim bralcem to, kar bo zapisal, izjava, katera je izjava morda žaljiva. Imamo veliko različnih pogledov na COVID in javne politike, zasnovane za boj proti početju v sedanjem času. Na naše poglede vplivajo tako razumevanje dejstev, kot naše lastne osebne izkušnje, ker se pač najdemo vsak dan v neki situaciji. Naprimer, če je nekdo, ki ste ga imeli radi, umrl zaradi COVID-a, bo ta tragedija vplivala na vaš pogled na pandemijo. Če ste bili vi ali nekdo, ki ga imate radi, poškodovani, bo to vplivalo na vas. Če vaše malo podjetje, srednje veliko podjetje ali služba nista preživele pandemije, se bo zgodilo enako. Zaradi zelo osebnih stroškov pandemije je lahko boleče sodelovati v odkriti razpravi o spremembah, ki jih je politika COVID povzročila v naši družbi, gledano generalno. Toda takšna razprava je že zdavnaj zamujala.
In doktor pravi, tako imenovan Evolution News Science Today se osredotoča predvsem na znanstvene, filozofske, metafizične razprave o tej Darwinovi evoluciji in inteligentnem načrtovanju. Toda od samega začetka je bil vpliv scientizma na javno politiko, svobodo govora in človeško dostojanstvo tudi osrednji del poslanstva. V zadnjih 2 letih pravi, da so se večinoma vzdržali, da bi se vtikali v razprave o COVID-19. Deloma je bilo to zato, ker je bilo težko pretehtati razprave, ko so bila dejstva povsem nejasna. Stvari niso bile logične, niso bile sledljive, težko je bilo kakšne stvari pojasniti. Tudi zato, ker je bilo vprašanje v bistvu zelo polarno, polarizujoče. Zdaj, po 2 letih, postaja jasno, dejstva se razkrivajo in prav tako pomembne posledice se odkrivajo, ki so zelo, zelo pomembne za našo kulturo. Te posledice so tako resne, da jih ni mogoče prezreti. Zato lahko od tu naprej, od te znanstvene revije ali pa recimo teh Evolution News, kjerkoli v svetu pričakujemo več poročanja o družbenih izzivih, ki jih je scientizem sprožil v času COVID-a. V tem prispevku človek izpostavlja samo 3. In sicer, to so 3 stvari, ki sem jih prej povedal. Nevarno širjenje vladne oblasti v imenu znanosti, da ponovim, dramatičen porast cenzure, množična dehumanizacija v imenu znanosti. In gremo k prvemu poglavju, nevarno širjenje vladne oblasti v imenu znanosti. COVID-19 je bil uporabljen kot razlog za izjemno širitev vladne moči v imenu znanosti. Dolgotrajno zaklepanja, lockdowni, zaklepanja cerkva, vernikov, podjetij, potem obvezna cepljenja, diskriminacija ljudi, ki jo je naložila vlada na podlagi njihovih zdravstvenih odločitev, potem cenzure, ki jo spodbuja vlada, razhajajoči se znanstveni pogledi in še več. Morda po potrebi podpirate katere od teh politik. Ne me napačno razumeti. Morda podpirate, morda ne. Ljudje smo si različni. Ampak tudi, če podpirate vsako od teh sprejetih politik, ukrepov, odločitev vlade, bi vas moralo skrbeti način, kako so nam bile posredovane, kako so bile te politike vsiljenje, je zelo, zelo vprašljivo. In to nas mora zelo, zelo skrbeti. Po odprti javni razpravi zakonodajni organi, ne samo v Republiki Sloveniji ali pa v sosednjih državah, v svetu, niso sprejeli politike. Matjaž, a lahko prosim zapreš mikrofon? Gospod Matjaž, lepo prosim, ja, ker je zelo model. Ok, hvala. Tako da so skoraj vse politike enostransko bile sprejete strani uradnikov izvršilne veje oblasti, kar je zelo zanimivo, in so uveljavljali tako imenovana nujna enostranska pooblastila, predvsem javnim zdravstvenim uradnikom, kakor pa vsi vemo, ki so imuni pred javno odgovornostjo. Pravi, zdravstveni uradniki, zdravstvene stroke so jih postavili tako, da so imuni pred javno odgovornostjo. Kako je to mogoče? COVID je vladnim uradnikom pokazal, kako narediti konec po običajnem sistemu zavor in ravnovesij. Preprosto se morajo sklicevati na znanost in razglasiti izredne razmere. In na to vedno znova podaljševati svoje ukaze za nujne primere. Vsak, ki si bo upal izpodbijati ukaze za nujne primere, bo pa stigmatiziran, bo označen kot vemo kaj, skratka vse bo proti znanost, ali pa mu bodo rekli, da niso znanstveniki. Zato nimajo pravice biti slišani. Tudi zdravniki, tudi znanstveniki, ki imajo drugo mišljenje in so vrhunski znanstveniki, morajo biti utišani. Za nekatere vemo, da so bili celo umorjeni. In ne glede na naš
pogled na posebne politike proti COVID-19 je oblikovanje politike med pandemijo postavilo grozen precedens za prihodnost. Dragi moji, če bo šlo tako naprej, vprašanje, kje bomo pristali in kam bomo prišli. Duh neodgovorne vladne moči v imenu znanosti je bil izpuščen iz steklenice. Kako bomo ta duh postavili nazaj? Pod točko 2 smo rekli, da bomo govorili o dramatičnem porastu cenzure, spet v imenu znanosti. V obdobju COVID je prišlo do dramatičnega porasta cenzure v imenu znanosti. Zdaj nam nenehno govorijo, da je treba dezinformacije ali napačne informacije ustaviti. Nobena dostojna oseba ne podpira širjenja dezinformacij. Zato so to zadevo postavili na to črno psihološko listo. Se pravi, nekomu, ki mu rečejo, da ni znanstven, da dezinformira, ta je takoj označen. Kdo pa naj presoja, kaj so napačne informacije? Vsi vemo, da so postavili neke družbene pogoje v Facebooku, na YouTubeu, v družbi, so se norme spremenile, prideš v trgovino, poveš po zakonu stvari, ampak ti si neinformiran, ti imaš dezinformacijo in zato moraš plačati kazen. Če jo plačaš, takoj plačaš polovico, kjer se ti naši uradniki borijo s tem kot na tržnici, a ne, se delajo, čeprav v zakonu nikjer ni polovička in tako naprej. Skratka, vsako stvar, ki jo naredijo, je izven zakonskega uradnega področja. Zdi se, da tisti, ki opozarjamo na napačne informacije in tisti, ki opozarjajo, domnevajo, da imajo obstoječe elite vedno prav. Zato bi morali biti zadolžene za ugotavljanje, kaj je res in prav. Se pravi, prav ima samo tisti, ki ima v žepu debelo denarnico, človek, ki pa nima tako debele denarnice kot tisti, ki ima zelo debelo denarnico, je pa dezinformiran. Skratka, vsak, ki je seznanjen z zgodovino znanosti ali vlade, ve, da ta trditev, če jo malo pogledamo, ne vzdrži. Niti elitni znanstveniki, niti vladni uradniki nimajo monopola nad resnico. Ponavljam, ne vladni, ne politiki, ne bogataši nimajo monopola nad resnico. Resnico pogosto izhaja iz povsem drugih virov. Povedali so nam tudi, da je dovoljenje svobode govora o COVID-19 in po povezanih politikah prenevarno, da bi to dovolili. Se pravi, vse, kar se dogaja, je viden rezultat, ampak o tem se ne razpravlja, v tem smislu se ne išče resnice. Toda trditev, da je govor prenevaren, da bi ga dovolili, je vedno glavni argument totalitaristov. Če bi imeli svojo pot, ne bi imeli svobode govora o ničemer. Hvala Bogu, da imamo vsaj nekaj tega. Da v javnih razpravah o COVID-u in mnogih drugih temah, ko nekdo nekaj reče, je takoj vse napačno. Se pravi, so napačne informacije. Nekaj jih prihaja iz zasebnih zabav teh bogatašev, nekaj jih prihaja od vladnih uradnikov, kakšnemu, ki se rahlo razveseli, malo preveč mu kakšna beseda uide. Toda način za boj proti takšnim napačnim informacijam je dodajanje govora, so seveda klepeti, prišepetovanja, ne pa njegovo zatiranje, kot je zapisal John Milton v svojem slavnem zagovoru svobode govora. Se motimo, če omejujemo svobodo govora, ker v odprti razpravi zmotno dvomimo v moč resnice. Naj se spopadeta resnica in laž. Kdo je kaj vedel, da je resnica v odprtem srečanju poslabšana ali laž poboljšana? To so zdaj filozofske teme, ampak zadevo obračajo, kakor se jim ljubi. Nažalost, namesto da bi branili svobodo govora, ti ljudje opažamo in vsi občutimo povečane zahteve po cenzuri nenaklonjenega govora v imenu znanosti.
Argumenti za cenzuro znanosti so bili že podani v tej Darwinovi evoluciji, o kateri smo govorili na začetku tega govora, in ne pozabite na podnebne spremembe. To je beseda, ki skriva v sebi totalen genocid. Podnebne spremembe, kjer nam obljubljajo vse lepo, vse dobro, zeleno energijo, zeleno nebo, čiste vode, v resnici gre pa za iztrebljanje ljudi. Tudi COVID-19 je lobiranje za zatiranje dvignil še na posebej visok nivo, na čisto drugo raven. Predsednik in generalni kirurg zdaj dejavno pritiskajo, se pravi, na novinarje in tehnološka podjetja, naj cenzurirajo sporočila, ki jim vlada ni naklonjena. To, nažalost, glejte, je tako, mi financiramo javno upravo, financiramo medije, financiramo zdravstvo in financiramo še kaj, tudi Telekom in tako naprej. In zdaj vsi ti ljudje nam cenzurirajo besedo, nam cenzurirajo dejanja. In vsa dejanja, ki jim vlada ni naklonjena, odrežejo, kaznujejo in tako naprej. Smo vsi tudi priča zdravnik, ki pove po resnici, kakšno je stanje, mu odvzamejo licenco. To so ločena mnenja zdravnikov, do katerih imajo pravico, gre za javno mnenje. In kadar gre za drug način zdravljenja, veste, da je vse cenzurirano. Vse, kar ni COVID, je cenzurirano. In gledajte, po poročanju Washington Posta, nekdanji voditelj Francis Collins meni, da bi morali identificirati tiste, ki namensko širijo lažne informacije na spletu in jih privesti na sodišče. Naprimer, izvršni direktor Pfizerja je te kritike njegovega podjetja označil za kriminalne, ker so dobesedno stale milijone življenj. Zločinci naj bi bili kaznovani. Hudo. V skladu s tem je zakonodajalec Zvezne države, ker se je to dogajalo v New Yorku, predlagal, za katerega pravi, da bodo prisilili družbenih medijev, da odgovarjajo za nevarnosti, ki jih preko medijev spodbujajo, saj bo ljudem omogočil, da izražajo dezinformacije, kot so neresnice proti cepivom. In so hoteli napraviti zakon, ki bi pooblastil tako vlado kot zasebne stranke za obvezna cepiva in da zahtevajo sodne odredbe in odškodnino proti tem storilcem. Po besedah profesorja prava Jonathana Trullerja bi zakonodaja New Yorka uničila kompletno svobodo govora z uvedbo kazenskih sankcij za stališča, ki se štejejo za lažna. Kljub nenehnim razpravam o vprašanjih, kot so učinkovitost mask, protokoli cepiv, varnostna razdalja, lockdowni in tako naprej. Izgubljeno v trenutnih razpravah je dejstvo, da veliko tako imenovanih napačnih informacij, katerih cilj je zatiranje, dejansko predstavlja legitimna razhajanja v mnenjih znanstvenikov in strokovnjakov za politiko. Drugi deli tako imenovanih napačnih informacij so v resnici resnična dejstva, ki jih odgovorni raje ne bi obravnavali, ki odgovorni o tem najraje ne bi slišali. Zaradi tega, ker skozi njih govori navodilo, govori denar, ne pa resnica. Na primer, prosim, če lahko ugasnete. Na to? Branka, lahko ugasnete? Gospod Branka, prosim, ja, hvala. Hvala. Na primer, dejstvo in neizmišljetina je, da je vladni sistem za poročanje o neželenih učinkih cepiva prejel več poročil neželenih učinkih za cepivo proti COVID-19 kot za katerokoli drugo cepivo. Govorimo o VAERS sistemu in odkar je VAERS začel zbirati podatke, leta 90 so izbrali ne vem koliko več zaskrbljujočih negativnih učinkov, smrti in tako naprej. Dejansko je od sredine januarja letošnjega leta 55% vseh neželenih učinkov
59% precepljenih vseh hospitalizacij in precepljenih 71% vseh smrti. Kaj ti podatki pomenijo, je odvisno od legitimnih razlik v mnenjih. Toda dejstvo, da podatki obstajajo, je nedvomno. Če pa veliko časa razpravljamo o virus na družbenih medijih ali na YouTubu, boste pa verjetno cenzurirani, blokirani in vam bo prepovedano karkoli objavljati ali govoriti. Naprimer, British Medical Journal je ena najstarejših medicinskih revij na svetu, ki jo izdaja British Medical Association. In to na Facebooku ni preprečilo, da bi uporabnikom Facebooka omejili zmožnosti delitve članka iz medicinske revije lansko jesen zaradi spornega preverjanja dejstev. Če gre pa za dejansko preverjanje dejstev, pa takoj blokirajo. V spornem članku, ki je bil strokovno pregledan, so se pojavila vprašanja o slabih raziskovalnih praksah kliničnih preizkušenj, potem o pogodbenem raziskovalnem podjetju, ki pomaga pri izvedbi glavnega preizkušanja cepiva Pfizer COVID-19. In seveda, glede na blokade se je revija skušala pritožiti na Facebook cenzuro, vendar povsem neuspešno. Zdaj je samo vprašanje, ali se Facebook bori proti napačnim informacijam ali pa zatira legitimne kritike Big Pharme. Mislim, da nam je povsem jasno, na kateri strani je. In, dragi moji, postaja slabše. Tehnološka podjetja zdaj državljanom celo blokirajo dostop do izjav izvoljenih uradnikov, do razprav o znanosti, o javni politiki. Ni javne debate. Javni uslužbenci prepovedujejo ali suspendirajo. In so suspendirani tudi tako imenovan tudi na Facebooku, ker izražajo svoja stališča. Vse nam je poznano že iz enega leta, iz 2 let, kako je se s Trumpom zgodilo in ljudem kar blokirajo v bistvu račune. V resnici je trenutna kampanja za odpravo znanstvenih dezinformacij trojanski konj. Zdi se, da je pravi cilj odprava nasprotujočih si znanstvenih mnenj in analiz, ne glede na to, kako dobro so utemeljene. Ti lahko na papirju pokažeš, dejstva pokažeš, vse po resnici poveš, kako se je zgodilo, ampak ne. Cepiva so varna, cepiva ne povzročajo nobene škode, cepive odrešujejo svet. Vemo, kako je s tem. V resnici je ta kampanja za odpravo teh dezinformacij, tako kot smo že prej povedali, trojanski konj. Ok, gremo naprej k 3. točki. Posledica vsega teh 2 točk je množična dehumanizacija v imenu znanosti. Tretji izziv, ki ga je civiliziranim društvom postavila doba COVID, je dehumanizacija. In tu ni vprašanje, ali dajete prednost cepivom proti COVID-u, ali mislite, da so učinkovita ali moralna. Problem je, kako ravnamo z poštenimi, iskrenimi, spodobnimi ljudmi, ki se odločajo drugače, kot se odločajo tisti, ki pač poslušajo navodila. Po preteklih zlorabah medicinske znanosti, ki smo se jih naučili iz zgodovine, iz nacistične Nemčije in iz Amerike, se je razvila močna podpora za pravico posameznika, da se odloči, z katero zdravljenje bo prejel. In to velja za temeljno človekovo pravico, ki je v tem času odvzeta vsem. V manj kot 2 letih je pandemija COVID izničila to kulturo soglasja. Ti lahko govoriš še ne vem kako, da se ne želiš cepiti, v podtonu te odpustijo, te sankcionirajo, kaznujejo, ne moreš v javni službi, v javnem sektorju napredovati. Povedal vam bom primer, ki se mi je zgodil 14 dni nazaj. K meni je prišel nekdo iz mestne občine Ljubljana. Bom kar povedal tako, kot je. Človek je pač uradnik in je prišel 3 dni, preden mora oddati letno poročilo k svoji šefici na razgovor. 3 dni pred oddajo poročila mu je rekla: tako,
če se boš cepil, imaš 3 dni časa, boš lahko napredoval, prideš v višji razred in se ti bo plača dvignila in tako naprej. Gospod je rekel, hvala lepa za ponudbo, ne želim se cepiti, ker je pravica, da se za svoje telo odločam sam. In ko je čez 3 dni prinesel poročilo, je prišel odgovor, ocena 3, namreč imajo, se pravi, od 1 do 5 ocene, ostali so imeli prav dobro in odlično. In ko sem ga vprašal, kaj pomeni ocena 3, a veste, kaj mi je povedal? Je rekel, 20% nižja plača in 2 leti ne morem napredovati kot uradnik. Se pravi, s tem, ko ti uveljavljaš zakonsko pravico do svobode telesa, do svojega življenja, kaj se boš odločil za te stvari, ti odvzamejo v bistvu bonitete, ki ti pripadajo po pogodbi. Namreč, ko sva pogledala pogodbo, kako je sestavljena, to je 5 strani pogodbe, notri nikjer ne piše, da če se ne bo cepil, da ne bo smel napredovati. Ampak, to mu je povedala njegova nadrejena, zato, ker jo je klical gospod Janković in je rekel, da se morajo tisti 3 od 40, ki še niso cepljeni, cepiti, če ne jih je treba pa v to prisiliti. V tem mestu zdaj le vam povem, to agendo v Republiki Sloveniji, ne glede na ta prispevek, izvajajo župani. Samo župani so tisti, ki izvajajo odloke. Dragi Slovenci, ko bodo prišle neposredne volitve za župane, si zapomnite, kdo so zdaj župani v vašem kraju. In vse, kar se dogaja v zdravstvenem domu, na pošti, na občini, na vseh točkovnih javnih mestih, kjer pravijo, da imajo hišni red, ki ne obstaja, zaradi tega, ker je to javni prostor in ima uradno odprt čas, vse to je maslo županov, ki z odlokom zahtevajo, kaj se dogaja, ravno tako v šolah. A veste, da ravnatelje postavlja župan, a ne? Ampak ravnatelj je po zakonu suveren, on ima pravico o tem odločati, ne, zato ker je plačan. Tako da smo v težki situaciji in to Slovenijo, našo prelepo deželo in ljudi uničujejo župani. Ne vlada, župani na licu mesta, lokalne, krajevne skupnosti. In tukaj, če bi se po 2, po 3 družine, po 5 družin v različnih sektorjih povezali, si pomagali za otroke, prosim, naj jih pošiljati v to genocidno šolo, ker si bomo sami nakopali težave, ne samo za zdaj, ampak tudi za naprej. Kdo bo skrbel za nas, ko bomo prišli v tista leta? Kaj se bo dogajalo, se je kdo vprašal? Ok, glejte, posledično smo priča množični kampanji za razčlovečenje celotnega razreda ljudi zaradi njihove zdravstvene odločitve. To, kar je moja osebna pravica, je postala pravica vlade, da meni govori. Pravica župana, da bo meni rekel, da se moram jaz varnostniku tam izkazovati z osebno izkaznico in da moram povedati, kaj sem cepljen, nisem, kaj pa to koga briga. Kaj koga briga, sem cepljen ali nisem cepljen. Ljudje, dajte pamet v roka. Ok? So državljani, ki se odločijo, da ne bodo cepljeni, ne smejo biti označeni kot narcisi, kot zlorabljevalci otrok, kot paraziti, obtoženi, da ubijajo svoje sodržavljane, ki so se dali cepiti. To je nedopustno. Ljudje iz revnejših ali manj izobraženih delov družbe v glavnem so v takem stanju, ker nimajo znanja, da bi se znali braniti, nimajo pravnega znanja, ne upajo se ničesar reči, ali imajo kredite ali leasinge ali kaj podobnega. Opisani so kot pijavka v sodelovanju vseh drugih pri ustvarjanju zdrave in varne družbe. A zdaj, če si cepljen, si varen, poglejte, kaj se dogaja cepljenim. Vsak je 3-krat cepljen, naj si gre delati zdravstveno analizo proti HIV-u, pa bo videl, ali je HIV pozitiven ali negativen. Sedanji zvezni sodnik, recimo v Ameriki, je izjavil, da je velika večina necepljenih odraslih, bodi si, da so neobveščeni ali pa so iracionalni, ali pa da smo ljudje sebični, da smo nedomoljubni, da ne delamo za skupno dobro, da ne pazimo na druge. Naprimer, član znane rock skupine
jih je označil za sovražnike družbe, vsi, ki niso cepljeni, z blodnjo, zlobno idejo. Kanadski premier jih je označil celo za mizogidni in rasistični tip ljudi. Newyorški časopisi se posmehujejo vsem necepljenim, kako nizek, kako majhen IQ imajo ljudje, ki se ne cepijo. Na primer, republikanski guverner iz Alabame poziva in jih obtožuje, da so sprejeli grozljiv življenjski slog, ki je škodljiv za zdravo družbo. Nekdanji govornik George W. Busha je necepljenje primerjal z rakom in jih označil za maligno manjšino. Francoski predsednik trdi, da necepljeni niti niso državljani. Ok, to vrstno drugačnost v imenu znanosti, ta vrsta drugačnosti je odvratna, je ponižujoča, je nemoralna in neetična, niti logična. Najbližji analog, ki ga lahko najdemo za kaj takega, sega v socialno-darvinistično eugenistično gibanje v začetku 20. stoletja, kjer so eugenisti, kot je Margaret Sanger, uspeli priklicati znanost za sterilizacijo ljudi, ki so jih podobno označili za parazite, pijavke, rakave izrastke in še več. Skratka, žal je preveč verskih voditeljev molčalo o trenutni demonizaciji ali še huje, krivi so. Naprimer, Francis Collins, najbolj znani evangeličanski, krščanski znanstvenik, je zanetil ogenj sovraštva do necepljenih. Duhovnik. To je evangeličanski politični komentator David Fritsch je obsodil necepljene kristijane, ker zagovarjajo stališča, ki so skrajna in so nevarna za zdravje. In ker imajo otrdelo srce, kamor razum in vrlina težko prodreta, zato ker niso cepljeni. To so težke besede. Ta vrsta retorike, spoštovani, proti drugim ima krute posledice v resničnem svetu. Zelo krute. Necepljeni ljudje izgubljajo službo zaradi takšnih izjav, ljudje, ki so na pozicijah in izgubljajo sredstva za preživetje. Pogosto zaradi vladne uredbe, zaradi vladnega odloka, ne uredbe, zaradi vladnega odloka, ker uredba je višji pojem. Uredba razlaga zakon. Odlok je v bistvu na koncu ta zadnji, ki najbolj podrobno urejuje življenje in pripada v bistvu županov. Spravi, država sprejema zakone, potem sprejema uredbe, odloki so stvar županov. Prepovedano jim je dati nadomestilo za brezposelnost takim ljudem, ki se ne cepijo. Potem ne dobivajo plač takšnih, kot bi jih, ali pa so odpuščeni. Zdravniki so napovedali, da ne bodo služili necepljenim ljudem. Veste, kako je, že če testa nimaš, ne moreš v bolnico. Necepljenim bolnikom pa zavračajo presaditev organov, ki rešujejo življenja. Takšna je danes situacija v imenu znanosti. Sodniki so staršem, ki niso cepljeni, poskušali odreči pravico do obiskov otrok. V mnogih jurisdikcijah so zdravim, necepljenim ljudem zdaj prepovedani vstopi v trgovine, gledališče, športne dogodke, kar tudi sami občutimo. V Kanadi je ena provinca celo pooblastila trgovine z živili, da prepovejo vstop necepljenim. Da so mogli potem, seveda, zaradi velikega števila odzivov popustiti, ker to je nedopustno. Zdaj pa samo za trenutek razmislite, kakšno miselnost mora imeti nekdo, da odobri zavrnitev dostopa do hrane, do osnovne potrebščine, ki jo potrebujemo za preživeti. A očitno trenutna degradacija necepljenih še ni dovolj. Uredniški odbor Salt Lake City Tribune je pred kratkim menil, da bi morala vlada namestiti nacionalno gardo, da bi zagotovila, da ljudje brez dokazila o cepljenju ne bodo smeli nikamor več. Salt Lake City Tribune, to je center, kjer je mesto najbolj verno, tam so tako imenovani mormoni in tam je center v Salt Lake Cityju vseh mrežnih marketingov v svetu. Njihovo mnenje šteje, ker se mreži res po celem svetu. In takšna izjava je grda, je nelogična
je neetična, je nečloveška. Okay? V Quebecu je televizijska pogovorna oddaja na primer predstavila otroke, ki so spodbujali malo več avtoritarnosti. Kaj naj storimo z ljudmi, ki ne želijo sprejeti cepiva, je vprašal gostitelj otroke. Poklicati bi morali policijo, pravi mlad fant. Če nimajo cepiva, je lahko veliko ljudi v nevarnosti, se oglasi deklica in dodaja, da, prav je rekel. To so otroci, izjavljajo zdaj že na televiziji. Nacionalna raziskava v Združenih državah Amerike je pokazala, da so številni volivci povezani z eno od glavnih ameriških političnih strank skoraj opustili svojo podporo državljanskim svoboščinam v obdobju COVID. Skoraj 60% bi se zavzelo za vladno politiko, ki zahteva, da državljani ostanejo vedno zaprti doma, razen v nujnih primerih. Zato velja za vse tiste, ki zavrnejo, da bi se cepili. S civilizacijo v krizi, takšni kot je zdaj, kaj lahko storimo? Vsi ti represivni ukrepi so upravičeni samo v imenu znanosti. Ampak naše vprašanje je, ali res temeljijo na znanosti. Razmislite o nespornem dejstvu, da so milijoni necepljenih ljudi že preboleli COVID, imeli COVID, glede na raziskave, ki so jo objavili centri, kot NIJZ in drugi po svetu, imajo necepljene osebe, ki so prebolile COVID, 3-krat manj verjetnosti, da bodo zbolele ponovno, kot cepljene osebe. Zato necepljeni posamezniki, ki so zboleli za COVID, so veliko bolj zaščiteni kot cepljeni posamezniki. To je zdaj pokazal čas, to je dejstvo. Torej ni nobene znanstvene podlage za kaznovanje ali ločevanje milijonov necepljenih ljudi, ki so že imeli COVID. Toda kaznovalne politike, ki ciljajo na necepljene, po vsem svetu ne razlikujejo. To je kar unikatno pravilo med tistimi, ki imajo ali še niso imeli COVID bolezni, in zagovorniki takšnih politik niti ne poskušajo pojasniti, zakaj. Tudi ne znajo povedati, ker zato nimajo znanstvene podlage. Da ne bo pomote. Dragi moji prijatelji, naša civilizacija trenutno živi v veliki krizi. V krizi, ki je povezana z napačnim pogledom na znanost. Kako se bomo na to odzvali? To bo vplivalo na nas, na življenje naših otrok in na vse okoli nas. To ni nasvet obupa, da ne bo pomote, to je poziv k akciji, to je poziv k dejanju. Naj se zgodi karkoli, naj vam rečejo karkoli, pozivam vas k akciji. Še tako majhna stvar pomaga, ki jo posameznik naredi na določenem mestu. Naj si bo to pred hoferjem, šparom, za otroka, v šoli, v službi. Vsak ugovor nelogičnosti, nesmiselnosti je drobna zmaga nad tem sistemom, ki so nam ga 50 let pripravljali, mi pa zdaj plavamo v tej že dosti vroči vodi. Tako da vas pozivam. Ne verjamem v usodo, ki bo padla na nas, ne glede na to, kaj storimo. Verjamem v usodo, ki bo padla na nas, če ne storimo ničesar. Kaj lahko torej skupaj storimo? Ko slišite, da prijatelj ali kolega demonizira druge, ker ni cepljen, dajte ga opozoriti, dajte mu povedati, da to ni prav. Razčlovečenje drugih ljudi v imenu cepljenja je nepošteno, je nesmiselno in je žaljivo. Ko slišite ljudi, ki zagovarjajo zatiranje dezinformacij v imenu znanosti, se zavzamite za svobodo govora. In delite takoj nekaj resničnih znanstvenih informacij, ki se zatirajo. Takoj pojdite v akcijo, takoj dajte kontra. Ker če ne bo kontra, bo premagalo mnenje tistega, ki hoče svoj prav uvesti. A veste, kaj je črna magija? Črna magija ni nič drugega kakor vsiljenje svojega mnenja. Ti boš delal, kakor bom jaz hotel. Brez vprašanj. A veste, ko lokalni vladni uradniki spodbujajo vse bolj represivne ukrepe z odloki, jim moramo sporočiti, da tem ukrepom
odločno nasprotujemo. V celoti. Treba je obvestiti ljudi. Jaz sem to delal 2 leti, potem so me absolutno blokirali, izgleda, da sem bil prehud. Ok, ampak jaz vem, kaj je prav, kaj ni prav. Čutim in vem in to pravno tudi utemeljim in povem, ker zakon tako piše. Imam malo širši pogled v zakonodajo kot normalen državljan in zato te stvari tudi suvereno počnem in suvereno povem. Ok? Obveščajte ljudi tako, da pišete, da preberete relevantno novico ljudi, ki jih recimo na družbenih omrežjih objavljajo. Če najdete kakšno analizo, ki govori proti temu, objavite jo. In tako naprej. Kaj lahko še naredimo? Vse, kar pride, dajte, prosim, pretehtati. Dajte objaviti, povedati, se pogovarjati. Kako sta naša politika in kultura dehumanizirana v imenu znanosti, je vidno skozi vse to, kar smo zdaj skozi ta kurs povedali, ampak smo se dotaknili samo drobnih stvari. Tako da, kar se tega tiče, sem jaz danes zaključil. Upam, da ste kakšno dobro besedo slišali, odnesli, ne glede na to, ponavljam, karkoli se zgodi, karkoli od vas hočejo, kjerkoli vas demonizirajo, ne popustiti, ne popuščajte. Luč, svetloba vedno zmaga in ta metuljev efekt.